E adesso la parola all'onorevole Bogovič per 1 minuto e 30, prego. Hvala za besedo. Dovolite, da na začetku čestitam tako gospodu Häuslingu kot komisarju za vztrajnost, da smo končno prišli do konca tega dokumenta. V 20 letih, odkar se sedaj spreminja regulativa na tem področju, se je zelo veliko spremenilo na področju ekološkega kmetijstva. 6% evropskih površin je danes pod tem tretmajem, se pravi ekološkega kmetijstva. Povpraševanje po izdelkih je iz dneva v dan večje. Zato smo dolžni potrošniku zagotoviti zelo jasno sporočilo, kaj pravzaprav dobi v ekološki hrani in da to dobi primerljivo ne glede v to, iz katere evropske države prihaja ta hrana, in kar je še bolj pomembno, da tudi za tisto hrano, ki jo uvozimo na tla Evropske unije, veljajo enaka pravila kot za v Evropi pridelano hrano. Delno je to stvar dosežena s standardizacijo, pa tudi z napovedjo boljših kontrol, in mislim, da je to eno ključnih sporočil, ki lahko daje tudi temu sektorju napredek. Ekološko kmetijstvo je velika priložnost tudi za male kmetije, zato me veseli ta certifikacija skupna, ki je možna za več kmetij. Prav tako pa tudi izredno pomembno, da smo ohranili to možnost, da se lahko v strogo ločenih delih kmetije opravlja tako konvencionalna kakor tudi ekološka pridelava hrane. Zelo pomembno je pa tudi s področja biodiverzitete, da smo področje semenarstva do določene mere uspešno regulirali v tej regulativi. Čestitke in veliko uspeha ekološkim kmetom želim v prihodnje. Hvala, grazie mille. E adesso la parola all'onorevole Denanot per 1 minuto. Je vous en prie, monsieur. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je félicite chaleureusement les collègues pour leur travail de longue haleine, ainsi que le Commissaire d'ailleurs. Et le texte que nous allons voter, j'en suis persuadé, comprend de belles avancées pour un secteur qui séduit de plus en plus.